To je že moj 13. festival po vrsti in zdaj že zadnje 3 leta imamo vsaj 3 koncerte, ki so posvečeni starejši slovenski glasbi oziroma starejši slovenski glasbeni dediščini, glasbi, ki je nastajala pri nas ali pa je ohranjena v naših zbirkah. In tukaj je en koncert, že tretjič zapovrstjo, glasba renesančna glasba, ki je ohranjena v Ljubljani, v zbirki, ki je bila nekoč last ljubljanskega knezoškofa Hrena. Potem imamo koncert iz ptujske zbirke, eno sonato Arkanđela Korelija, ki se je ohranila v rokopisu iz 17. stoletja v Ljubljani, in pa še koncert v celoti posvečen Izaku Pošu. On je zadnja leta življenja preživel na Kranjskem. In zadnja 2 koncerta pa bosta nekaj posebnega. Kdo prihaja na ta koncert in kakšno glasbo bomo lahko slišali na teh 2 zadnjih koncertih? Ja, že dolgo imamo na festivalu tudi zelo staro glasbo in to v bistvu rekonstrukcije zelo stare glasbe sem letos nadomestil z tistimi tradicijami, ki so še žive, in to sta 2 koncerta. Eden je posvečen bizantinskemu koralu romunske pravoslavne cerkve, in sicer bo to eden najvidnejših vokalnih ansamblov, ki to glasbo izvaja, seveda za bogoslužje predvsem, ampak prirejajo tudi koncerte, in to je 10-članski vokalni ansambel Bizancion iz Romunije, tam na meji z Moldavijo je to, že skoraj pri Ukrajini. Potem drugi koncert je pa glasba iz zahodne Hercegovine, se pravi iz Bosne in Hercegovine, to je pa hrvaška tradicija, to bo hrvaški guslar Jure Miloš in pa 3 hercegovske pevke bodo izvajali tradicionalno glasbo hrvaško iz Bosne in Hercegovine in nekako prikazali zgodovino hrvaškega naroda od prihoda Hrvatov na to področje. In iz katerih držav letos prihajajo skladatelji? Izvajalci prihajajo kar iz 14 držav, in poleg teh, ki jih imamo že ves čas, Italija, Francija, Velika Britanija, tudi Finska, imamo letos tudi Avstralijo, mislim, da je 15 držav vse skupaj. Poleg tega pa kar nekaj držav, ki smo jih mogoče včasih nekoliko zapostavljali, tako kot je Poljska, Madžarska, Romunija, Bosna in Hercegovina, kateri je še Rusija, tudi imamo tudi Nizozemsko, Španijo, Švico in Švedsko. Vsako leto se izvaja en koncert tudi v Velesovem, in kakšen bo letošnji? Letos je nekaj posebnega. Jaz sem bil lani na enem koncertu, kjer so ljudje jokali na koncu koncerta, ker jih je tako pretreslo. In sicer to je bil, in tudi zdaj pri nas bo recital švicarskega orglavca Rudolfa Lutza. On se ukvarja že vse življenje z orgelsko improvizacijo, on je legendarni improvizator in na tem koncertu bo improviziral glasbo v slogu Johana Sebastiana Bacha. Ve se, da je bil Bach izjemen improvizator in rekli so, da je njegova improvizacija še boljša od te glasbe, ki jo je zapisal, se pravi tiste, ki je bila komponirana, in Rudolf Lutz se veliko ukvarja z Bachovo glasbo in ta koncert bo res improviziran, se pravi bo tudi sprejemal predloge iz publike, koncert bomo moderirali, se pravi bo nekoliko komentiran, tako kot v cirkusu, zdaj pa bo Rudolf Lutz zaigral to, kaj pa vi hočete tukaj v 3. vrsti. In to je res nekaj posebnega, ker v bistvu človek ne verjame, da je to možno, da je možno takšno glasbo v bistvu si izmisliti. In če si človek predstavlja, še on ne ve, kaj bo v naslednjih 10 sekundah mogoče. Tako, da v bistvu glasba res nastaja v tistem trenutku in to je čisto neverjetna izkušnja. Gre za kar precejšen finančni zalogaj in na novinarski konferenci sta župana podpisala protokol. Ja, drži. Torej, vsako leto v avgustu imamo mi 10 koncertov, 7 jih je v tej prelepi baročni dvorani, ki je najlepša na Gorenjskem in sicer tudi za naše koncerte najbolj akustično primerna.
2 koncerta imamo tudi v prenovljeni cerkvi Svetega Petra v Radovljici, s katero tudi zelo dobro sodelujemo. Andrej Župan sodeluje, z njim tudi dobro sodelujemo. En koncert je pa v Velesovi. To imamo pa že tradicionalno, tako kot je na konferenci povedal. Skratka, zelo smo zadovoljni, da je občina Radovljica v vseh teh letih, saj je že 37. festival, vedno nam stoji ob strani in nam prisluhne in tudi nam pusti proste roke, tako da lahko mirno naš umetniški vodja pripravi program po njegovi zasnovi. Ministrstvo za kulturo tudi nas podpira, in sicer do leta 2021 imamo še pogodbe. Oni nam dajo 25.000, glede na to, da smo bili zelo uspešni pri razpisu, saj smo dobili 98 točk od 100 možnih. Občina Radovljica je pa seveda glavni naš pokrovitelj, kjer dobimo pa kar 36.000 evrov. In tudi poseben avtobus bo tudi letos pripeljal iz Ljubljane v Radovljico. Torej, avtobus, brezplačni festivalski avtobus imamo že nekaj let. To smo se odločili zato, ker je ta povezava javnega prometa zelo slaba zvečer in naši poslušalci so zelo veseli, da se v Ljubljani usedejo v avtobus, pa se jih pripeljejo skoraj do Graščine in po koncertu še nazaj. Seveda po koncertih imamo mi vedno še kratek posvet z poslušalci, saj jim priredimo pijačo in sadje, tako da se še družimo po koncertih. Na novinarski konferenci je bil predstavljen že 37. festival Radovljice in občina Radovljica je tista, ki festival vsa leta podpira. No, res je, jaz sem zelo zadovoljen, da imamo Domna Marinčiča, ki nam res kvaliteten izbor pripravlja vsako leto in tudi letos je tako. Seveda sem tudi zadovoljen, da tesno sodelujemo z Ministrstvom za kulturo, kajti iz 2 strani se ta zadeva financira. Mi prispevamo 36.000 evrov, Ministrstvo za kulturo 25.000 evrov in s takim denarjem se potem da ustvariti kvaliteten program. Seveda pa brez vseh, ki sodelujejo, ki prispevajo tudi v enem segmentu volonterstva, pa ta festival ne bi bil na taki ravni, kot pa je. Tako da tako prispeva k kulturnemu področju, kot tudi pa turističnemu, ker opažamo, da je tudi vedno več prisotnih turistov in pa tistih, ki so iz drugih držav, ki si pridejo oziroma ne ogledati, ampak poslušati ta festival. Festival vsako leto poteka ob občinskem prazniku občine Radovljica. No, to je bolj z zamikom po občinskem prazniku, ker občinski praznik je 5. avgust, mi pričnemo s festivalom 10. avgusta, je pa v tem časovnem obdobju v mesecu avgustu.